Dame in gospodje, predno predstavim mojega današnjega gosta in predno povem, kaj se sploh dogaja, se moram zahvaliti mojim velikim pokroviteljem in prijateljem optiki Javornik iz Slovenskih Konjic, ki so mi zrihtali ta popolnoma nova, sončno dioptrijska očala. Pejte vsi tja k njim in tudi sami boste imeli tako fajna očala, kot jih imam jaz. Zdaj pa, dobrodošli v novi epizodi podcasta Brez dlake na jeziku, kjer je danes z mano zelo glasni, zelo nevarni. Zelo glasni kot zelo glasni. Zelo glasni, tudi zelo glasni. Zelo nevarni in kontroverzni fant, ki se zaradi svojega dolgega jezika in črnega ter satiričnega humorja zameri skoraj vsem, katerih se loti. Znan je potem, da pred njim ni varen nihče. Znan je potem, da se loti tudi tem, ki jih drugi pustijo primeru, zato se zameri lezbikam, gejem, politikom, glasbenikom, feministkam in tako naprej. Gejem, mislim, da še nisem drugače. Mogoče se jim poš danes. Okay, ko smo. Ampak je pa fajn fant, ker ima izjemen smisel za humor. Naredil je zelo dobro in zavidanja vredno YouTube kariero in tudi kariero stand-up komika. Sodeluje z marsikom od znanih Slovencev, o tem tudi malce kasneje. Dame in gospodje, z mano je moj 23. najboljši prijatelj Marko Žerjal. Marko, lepo zdrav in dobrodošel v moj podcast. Čau. Sem se kaj zmotil v napovedi? Ne vem, tisto z geji, mislim, da se še nisem zamiral. Se še nisi? Lezbikam itak se je lahko, ker so dostikrat tudi malo bolj feministične, pa ne vem. Pa kar malo zamirijo stvari, ki niso nič takega, ko so zdaj Inštitut 8. marec, recimo, ki niso verjetno nujno vse lezbike, ampak so pa vse feministke. To celo afer naredili ste McDonald's reklamo, ki je ne razumem. Res ne štekam, kaj so se tle toliko obesli na neko čisto dokaj benigno, brezvezno reklamo. Tako da nisem jim težko zameriti. Marko, če te vprašam to, tudi sam opažam zadnje čase, da je humor v nemilosti. Se pravi, čim imaš malo bolj oster jezik, čim si malo bolj pogumen, malo bolj drzen, recimo včasih se spomnim teh, jaz sem bil fan temnopoltih komikov, ki so se danes tudi malo bolj umirili, se mi zdi, ker sem gledal te najnovejše stand-up šove, vsi se vse bojijo, da se bodo zamerili temu in temu. Zdaj pa, če si ti svetovno znana zvezda in zaradi tega, ne vem, zgubiš vodenje Oskarjev, vodenje Grammyjev, kakšno filmsko vlogo, je to zajebana stvar. Kak je pa s tem v Sloveniji? Se stand-up komiki bojite zamer, da si s tem vrata zaprete ali še vedno šibate na polno? Ja, kot kdo. Eni bolj gledajo na to, eni bistveno manj. Ampak pri nas nikoli ni bilo neki ful tega, da bi zgubil delo ali karkoli, ker si se komu zameril. V Ameriki je to nekaj časa bilo aktualno, ampak tudi tam mislim, da mineva, da počasi ljudje postajajo manj občutljivi na vse skupaj. In, ne vem, mislim, ni več toliko tega cancel culture, kot je bilo nekoč. Si žiger? Zakaj se pa meni zdi, da je to iz dneva v dan bolj hudo? Nimam pojma. Ti povej. Mislim, jaz vedel, kaj se tebi zdi stari. Mislim, ti zaznavaš, da ne, da to dopada nazaj na normalno raven. Jaz mislim, ja. Tudi komiki, ki so prej bili cancelani, kot se temu reče, se vračajo nazaj. Shane Gillis je vodil Saturday Night Live monolog, pa v skečih je bil, potem, ko so ga odpustili Saturday Night Live, ker je imel neke sploh ne slabonamerne štose, ki so vključevali Kitajce. In mislim, da se obrača stvar. Vsi pokazatelji, po moje, so to, da se obrača. Kaj pa ti, recimo, ti si tudi znam po svojem zelo ostrem jeziku, pred tabo ni varen noben, ti teh svojih youtuberskih zgodbah se lotiš od glasbenikov, politikov, aktualnih tem. Vem, da Nika Kovač ni glih tvoja najboljša prijateljica. Ne, smo v redu drugače. Se poznata? Smo snemali en podcast enkrat, samo sem zajebal audio in je bil neobjavljiv. In smo rekli, da bomo še enkrat ga posneli, pa je bila tudi ona za. Samo potem je ona malo pridobila na popularnosti, pa jaz tudi. In pol ni bilo več za. No, kaj pa drugi, recimo, kaj pravijo, ko se jih lotiš, ko se jih privoščiš? Te kdo pokliče, kaj ti zameri, ti čestita, mu je celo v čast, da si ga privoščil? Vse od naštetega se je že zgodilo, ja. Eni ljudje reagirajo ful dobro, recimo Baudek je najlepši primer. Vsakič, ko ima priliko, pohvali me, da sem mu pomagal narediti tako rekoč kariero iz svoje medijske prezence. Tudi sem imel že kakšni ljudi, ki so rekli, da jim bilo kul.
kar delam, tudi taki, ki sem jih kritiziral. Se ni nič grdega, še vedno ne bi imen metal ven, ne vem, je malo tako neprijetno, ampak so me kar znani slovenski pevci tudi pohvalili, ki sem jih komentiral. Ja. Ampak večina pa ni srečna, ne? Večina pa ni navdušena, večina zameri. Pa prav tak zameri, da bi ne vem, te poiskala, pa te prefukala, ali kaj? Do tega še ni prišlo, mogoče kar se bojijo tega. Ja, to ne. Ampak, Drugače, on je mali fant, ampak ko pa užge, ne. To pa vem, ja. To pa vem. Ko smo se kdaj tepli. Ne, mislim, govori se, Odkje ti to? da znaš udariti, da ti zveš tisti bokserski igrice, ko udariš pa šteje tiste kilograme, da si tam kar dosti nabil gor kilno. Nisem se tepel iz po moje srednje šole ali celo osnovne mogoče. Vse tam se te drži ta sloves, ker si se samo enkrat in nikoli več, ne. Je bilo dovolj enkrat. Ja, se to, ne. Sem ga tako udaril, da so ga oživljali 3 dni še potem. No, vidiš. Zdaj se več noben ne upa. Ampak Marko, si imel kdaj kakšno tožbo, kakšno oren grožno, če se vidiva na sodišču? To si me enkrat vprašal na eni oddaji in Ja. sem ti takrat rekel, če bi imel, o tem ne bi smel govoriti. Ja. Se pravi, ni tako daleč prišlo, da bi te nekdo prav spravil. Če bi imel, o tem ne bi smel govoriti. Ne bi smel govoriti. Kaj si tako skrivnosten, pizda? Ne, odvetniki ti to rečejo. Odvetniki. Če imaš. Ja. Kaj pa to sem pa bral celo, no, zdaj mi je z glave všel, no, en glasbenik, ki pa bil res jezen na tebe. To jih je več. Ja, ampak eden je bil še posebej, no, da je to pripravilo neko tožbo, no, pizda, se motim. Nekaj sem nekaj bral. Več mi jih je grozilo s tožbo. Ja. Od glasbenikov mislim, da ni šlo dejansko do tožbe z nobenim, ampak z odvetniki pa so me probali malo prestrašiti samo. Pa se nisi Se ne dam. strašil. Ti, kaj pa tale, to pa vem, da je bilo sam posebej dobro končalo, ne? Tale naš Pici, ne? Vem, da te je obiskal takrat celo na domu, ne? Ko sam trdi, no, da to ni bilo zmenjeno, da te je preseneto, ne? Je rekel, da bo prišel dan kasneje. Drugače mi je pisal, govorili smo tudi po telefonu, pa je rekel, da bo prišel mimo k meni. Jaz rekel, ne hoditi k meni, stari, to je čudno. Jaz bom prišel, lahko kličeš policijo. Kam klical policijo zdaj, ampak ok. Ja. In je rekel, da pride naslednji dan, je pa prišel en dan prej. Tako da v bistvu ni bilo zmenjeno, ne, ker je prišel nenapovedano. Ko sem videl video, ko je mi trkal na vrata, pa mi ni bilo. Ko sem prišel domov, seveda, prej ga nisem, sem pisal, ja, moraš prijeti, ko sem. Ja. Zato se je kul najaviti za te stvari. Ja. Ampak kak si se pa takrat počutil dejansko, ko se je znajdel pred tabo? No? Ja. Sem kar hitro videl, da ne bo neke frke, tudi snemal je brat od Vauksa takrat, tako sem bil, ok, tepli se zgleda ne bomo, ali kaj, ampak glede na to, da snema, ne? Ja. Mislim, to ne izključuje ničesar drugače. No dobro, Rodnja Kinga so pred kamero prvega pretepli, ja, to je res, ja. Ampak drugače nisem ga ne poznal, ni nič, nikoli ne veš, če se je folk sposoben ali karkoli, tako da nisem vedel, kaj pričakovati. Sem bil poprej na nekem rojstnem dnevu, popoldan, pa smo nekaj malega spili, tako da sem bil kar korajžen, tako da sem bil kar, ja, kje si Pici? Ampak si se bal globoko v sebi, kva se bi lahko zgodilo, ker Pici, veš, da Pici je kar nevaren pep, ne? Iskreno ga ne poznam, ne vem dosti o njemu, vem, da je bil v zaporu, ker je po eni marici skakal, pa še tiste stvari prej, ampak nisem vedel, kaj pričakovati zares. Ja. Kaj pa recimo takle, ko greš daj po ulici, po kakem nastopu, pa to se najde kakšen tak, da bi imel kakšne zamere od tebe, pa da se začne nekaj dreti na tebe, ali da bi kaj vrgel od tebe, ali da bi rekel, te bo pričakal nekje, da ve, ki imaš nastop, pa bo prišel in tako naprej. Pa si imel kaj tega? To ni bilo nikoli. Vse dobesedno imam javno nastope, kje sem in kdaj. Ja. Tako da če bi kdo hotel, bi prišel, ampak mislim, da večina, tudi če se na začetku razjezijo, kaj posnamem, prej, ko slej poštekajo, da pač je štos pizano, tako da nekih hujših zamer spet ni bilo. Ampak si mogoče kdaj presenečen, da je kakšna tvoja tarča, če rečem temu tako, to ni vzela kot štos, ampak preveč zares, pa si misliš, pa pizda, si butas, da se nisi smejal, ali sem rešil predaleč, ali nočeš, da se delajo ljudje norca s tebe. Bolj to zadnje, mislim, da je. Ni toliko, da ljudje vzamejo, da misli, da sem resen, pa da imam ne vem kakšno mnenje o njih in da so osebno užaljeni, mislim, da je bolj stvar, da je njihov ponos ranjen in da iz tega izvira potem njihova jeza. Ne toliko kot, ne vem, on si misli, da sem debil, ampak on je rekel, da sem debil javno. Ja. Če sem to sploh da je rekel, dobesedno. Ampak ljudje nekako ne marajo, da se norčuješ iz njih. Kje imaš pa ti sam? Imaš kako samo cenzuro? Oziroma rečeš, da je pizda, čakaj Marko,
tole boš pa malo zeditiral, tole pa ni, ti si šel vse malo predaleč, ali posnameš, pa kam te odnese, ali vse pripraviš, pa točno veš, kaj boš rekel, do kje moraš iti, ali kar udariš in objaviš. Ne, ponovadi videe pripravim vnaprej, tako da premislim, kaj bom rekel in kako, in to potem tudi posnamem in dam ven. Zdaj vedno je tisto vprašanje, koliko daleč bi lahko šel, ker itak je neka meja, ko potem postane stvar žaljiva in ni več smešna, tako da to se vedno trudim ne prestopiti, vedno probam biti zabaven. Tudi če delam video komu, ki ga dejansko ne maram, tako to je moja samocenzura, da naj ostane smešno. Pa misliš, da jo imaš dovolj dobro razvito? Kaj jaz vem? Odvisno, koga vprašaš. Eni pravijo, pej še, drugi, to je bilo pa malo preveč. Tako da ne vem. Je bil kdaj kak video tvoj naročen se strani, ne vem, kakšnega znanega, da je rekel, čuj, daj me zjebi, da si me privošči, rabim reklamo, nujno mi to naredi in tako naprej. Najbližje je bilo do video o tebi, dejansko. Ta video sem že nekaj časa mislil narediti, že od tiste afere Domzi Kulmen. In potem, ko je Gorinšek rekel, da bo tvoj roast, sem bil, mislim, da je čas, da to naredim. In potem sem ti pisal, naredim video za reklamo, samo zato, da imam tvoje pisno potrdilo, da lahko grem do konca. Bravo. In da ne more potem noben odvetnik mi nič. Ne, je rekel, da lahko, glej, imam tle. Tako da... Nekaj vem, da takrat si me vprašal, če ti mi kaj zameril, sem rekel, ne, ti si kar deduška. Ja. Ne, se smo se režali. Sem kar znajdljiv. Smo se režali. Ja, vem, da so tudi moje prijateljice gledali, da so rekli, čuj si videl nekaj, kak seveda sem videl, se vem, da je posnel, pisam mater. Jaz nisem vedel, kaj boš naredil, ampak se mi je dopadlo, sem rekel, glej ga, kurba. Sem imel carte blanche, sem lahko delal, kar sem hotel. Ja, točno tak. Šel toliko daleč, kot mi je pasalo. Točno tak, no in potem si se seveda tudi na mojem roastu zelo dobro izkazal, tako da te moram tudi pohvaliti. Seveda, kaj da rečem. To vladaš, ampak te vprašam, odkot si pa dejansko ugotovil, da bo ta stil humorja. Dober, jaz te viš, ta Don Rickles, jaz sem velik fan njegov, ampak ta je bil vseeno iz tistih časov, ko so bili te roast sistemi malo bolj prijazni, za razliko od teh zadnjih, novih, recimo od Comedy Centrala, ko grejo res daleč in tudi v Sloveniji. Dobro, moj roast je bil kar oster, te, ko so bili na Pop TV-ju, vem, da so bolj prijazni, pa tudi mislim, da so zmenjeni med sabo, so si tudi fore podali, prebrali, vse odobrili, medtem ko te na Comedy Centralu vem, da so tudi marsikaj zmenjeni, ampak ne pa vse, ker nekje grejo res, recimo Jeff Ross, tam je fenomenalen, grejo res daleč, no, ampak te vprašam, si ti rastel ob teh komedijantih, da si, ne vem, vse razvil to, da boš pa, ne vem, se delo norca z ljudi, jih boš, ne vem, poniževal, jih boš jebal v glavo, ampak seveda ostal še vedno smešen. Odkot je to v tebe prišlo? Mislim, roaste sem gledal, ljubezen do roasta nekako nastala, ko sem spremljal druge, predvsem iz tujine, ko sem začenjal itak, naših še ni bilo, so potem lihtkrat so začeli nastajati, ko sem jaz začel stand-upom nekako, tako da za ene par sem celo pisal nekaj malega. Ampak takrat, ko so bili roasti popularni pri nas, nisem bil še dovolj izpostavljen, da bi me kakšnega povabili tudi nastopati, žal. Ker mi je bilo ful carsko, bil sem užival tudi na roastu od Vida Valiča, pa mi je bilo res cool, en par jih je bilo ful dobrih roasterjev. Predvsem Brgant in Mirzo so tisti večer čisto razfukali, to je bilo res zakon. Zdaj pa ni, da se prav specializiram za roast osebno, ampak me zabava vsa komedija v bistvu, vse, kar je smešno, mi je cool. Tako da potem sem tudi v tem nekako se znašel. Ker ti si bil, kakor vem, predtem si bil računalničar, pa inženir računalništva. Tako je. In koliko si pol ti iz tega, kar nekaj rekel, čakaj pizda, to ni za mene, jaz bom pa raje komedijant. Nisem nikoli rekel, da ni za mene, računalništvo mi je kar ustrezalo, je kar cool poklic. Za moje želje. To je smrtno resen poklic. Če gledaš, ti računalničarji, vse tako jih imamo mi v glavi, so zatopljeni v računalnik, gledajo tisti ekran, razumeš, imajo očala, strojno dioptrijo, nič jih ne zanima, nimajo punce, ne vejo, kje so, nič jih ne briga, 24 ur na dan, in niso glih zabavni. Zato mi je fascinantno pri tebi, da si iz tega poklica nastal to, kar si nastal. To mi bove. Ja, mislim, to je tudi malo stereotip, čeprav je nekaj na temu, Vse dosti programerjev je malo bolj tako introvertnih, autističnih ljudi, ampak imaš pa tudi dosti inteligentnih ljudi v temu. Tako da inteligentni, dosti zelo zabavnih ljudi tudi v programiranju, ne da ne. Jaz sem komedija mi je vedno zabavna, vedno zanimiva in potem, ko sem enkrat spoznal enega angleškega komika, ki je delal v Sloveniji in mi je začel razlagati, kako moraš nujno probati, če imaš kakšen interes,
samo probaj, nič te ne stane in ful je zabavno, me je prepričal in se rekel, ajde, gremo še mi to preizkusiti. Pa katerega leta je bilo to? To bo z enih dobrih 10 let nazaj, tako da smo 2025, to bilo verjetno 2014. In kaj si takrat, kaj si šel na oder? Kaj? Ja, našel sem enega tipa na obali, ki je organiziral neke večere in je enkrat nastopila ena Hrvatica Andreja Andrejaši, ki zdaj ne vem, če dela še stand-up. Vem, da je bilo teh roastih tudi. Ja, tudi Valič je bila. To se spomnim, ja. In je imela svoj solo nastop v Kopru in je rekel, da mi lahko da 5 minut pred njo, da ogrejem. Ajde, gremo, šur. In sem spisal nek material, ki takrat sem izdel cool, zdaj se mi več ne. Ja. In sem ga probal pred njo in je bilo čisto nore izkušnje. To je bilo tako adrenalinsko in tako zabavno. Pa tudi zdelo se mi je takrat, da mi je šlo cool, čeprav zdaj več ne bi tega rekel za nazaj. Samo v momentu mi je bilo, wow, dejansko sem bil neki smeha, ne morem verjeti. In potem sem začel pač nastopati, te večeri novega materijala, po Ljubljani, pa okoli so bili. Pa sem malo spoznal še druge komike, potem itak te folk še malo vabiti. Ko si na začetku rabijo neki ljudi, ki ne stanejo dosti, da pridejo, pa da so kolikor toliko solidni. In ko sem se parkrat na večerih novega dokazal, sem začeli vabiti še na druge nastope. Pol počasi začeli prihajati plačani nastopi in na neki točki sem videl tako, če gre to tako naprej, pa če si najdem še kaj drugega poleg stand-upa, bi jaz lahko od tega živel. In zdaj programiranje samo mi ni bilo napačno, sem kar se našel v temu in mi bilo cool, ampak mi je bilo to toliko bolj všeč, da sem rekel, ja, obojega verjetno ne morem delati, ne moreš imeti 2 full-time služb, pa ti ostati še kaj za življenje, tako da sem potem se odločil pustiti programiranje in sem šel v komedijo full-time. Pa čak, ti si imel redno službo prav v tem programiranju? Ne, jaz sem bil samozaposlen. Samo zaposlen, SP si imel? Ja. Aha. Nekaj namreč, dobro, saj tudi to je vseeno drzna poteza, ampak recimo, da je imel pa neko službo, ne vem, nedoločen čas, bila pa še bolj drzna poteza. Ma vseeno, v programiranju te zaposlijo takoj, veš. Ja. Če si kolikor toliko sposoben, že samo sposoben, moraš biti niti ne dober zares, ker toliko iščejo, da te zaposlijo, pika. S par podjetij sem se menil in so rekli, da bi me zaposlili in sem bil, ne, SP ali nič. Mi ne vzemamo SP, ok, čau, in sem šel. Ja. Tako da je drugačna dinamika kot v večini poklicov. Ko ti folk reče, ja, ne morem te zaposliti, kaj če bi odprl SP? Pri programiranju je bilo... Je pa kontra. Bolj bil jaz ne, ali preko SP-ja vzamete ali pa čau kolega. Pa kaj pa imaš s tem SP-om? Mislim, ti paše, da si SP, gledam na te prispevke, ki so vsako leto večji, ni regresa, ni božičnice in tako naprej. Ti je pasel ta sistem, da si bil sam svoj šef, no, kako mi rečem. Ja, ta del mi je bil tudi všeč, ampak predvsem je bila to metoda davčne optimizacije. Je preprosto, če misliš, da prispevki rastejo za SP, hoj pogledati, kako rastejo za zaposlene. To si naštudiral. Ja, in se ne splača biti zaposlen. No in kak si pa potem ti iz tega najprej nastopanja, potem prišel pa na YouTube in kaj si najprej začel, oziroma tako te vprašal, si imel tako idejo, zdaj moram pa jaz nekaj začeti snemati, da bo to užgalo, da bo imel dober content, da bo imel takoj fane, da bom naredil pizdarijo, da bom naredil senzacijo, da me bojo začeli poznati, a si rekel, gremo provat, bomo videli, kaj bo. Bolj gremo provat, nisem nekih ne vem kakšnih ambicij. Preprosto sem hotel še kaj več početi kot samo stand-up, ker nisem mogel vsega, kar sem hotel povedati na odru, preprosto zmanjka časa. Pa tudi niso vse stvari za na oder. Ne. Če komentiraš neke novice, ki se sproti dogajajo, čez par mesecev ne bojo več relevantne. To boš težko. Tako da ne moreš to vleči dlje časa. Tako da sem se tem odločil, gremo mogoče to posnet, pa dati na YouTube, pa videti, kaj se bo zgodilo. In že kar od začetka sem začel tako malo prijemati in je šlo kar v redu. Dobil sem unih par 100 naročnikov, ki takrat mi je bilo wow, dejansko par 100 ljudi je naročenih name. Pa čak, to so bila kjera leta? To je po moje 2016 nekje. In si predstavljal, si misliš, da imaš nastop za 500 ljudi. To je full folka, to je neverjetno. Vse dejansko je to res, ne? Ja. Dejansko je to res. Takrat sem čisto nahajpan, 500 naročnikov, kaj si nor. Potem pa sem pustil programiranje, tam 2018 se mi zdi. In prvi video, ki sem ga pol naredil, sem si vzel malo več časa. Rekel, mogoče gremo probati narediti še nekaj bolj za širšo publiko, da ne bojo samo te neke novice. Pa sem naredil 10 najbolj bednih komadov. S tem si naredil dejansko rom-pom-pom. In tisto pa je bila prvi poboj, ki nisem pričakoval niti približno, da bo toliko šlo viral. To pa me je čisto presenetilo, koliko je eksplodiralo. Začel sem dobivati po 1000 naročnikov na teden. In začeli so me vabiti v razne oddaje. Nekaj časa sem prvo pisal za Audiča,
To je bila tista oddaja, ko je let imel, ne, ko je bilo. Kaj? Tista oddaja, ko je eno leto imel na televiziji. Ne, za radijsko oddajo. Za radio. Za Denis Audić Show sem razumem. pisal. Aha, mislim, da misliš šuno, ko je imel, veš, kjer oddaja je imel. Eno leto je sam trajala, pa se je skenslala. Ne vem, če govoriš, ne? Da šov, ali kak je bilo, nek šov, pizmater. Na televiziji je bilo prav. Sorry, Denis, no. Denis, sorry. Vse te spremljamo, ne toliko. Jaz vem, ne, ok, no boje. Ne, za Denis Audić Show sem pisal za radio, potem sem za Godlerja začel pisati tudi. Nastopi so rasli, naročniki so rasli, tako da potem se je stvar razvila do meje, ko lahko dejansko živimo tega. Ampak da mi reči, se pravi, dejansko si pogruntil, da imajo ljudje radi to, da ti nekoga kritiziraš. Ne? V tem ljudje uživajo, ne? Da nekoga šimfaš, ne? Da si nekoga privoščiš, to je zgleda dober content, ne? Res, da riskiraš, da te bodo ti, katere seveda šimfaš, te ne bodo marali, ampak dobro, od teh je tistih 10, ko si jih privoščil, vsi ostali so poznoreli in uživali in si dali duška, ampak si grunto, ne? Da ljudje dejansko dobesedno res to uživajo v tem, da nekdo nekoga poniža, ne? Da to je njihov drive. Si razmišljal, kaj je psihološko to? Nisem mislil, da bo dejansko toliko interesa, ampak očitno ga je. Jaz sem vedno stvar gledal bolj iz vidika komedije. Jaz sploh nisem neko jezo ali pa žlehtnobo v srcu se na ljudi spravljal ponovadi. Ponavadi, ja. Ponovadi, izjeme. Ampak jaz sem bolj imel kot neko tako prijateljsko podjebancijo te stvari. Niso pa vsi tega tako vzeli, seveda, vedno. Ja. Me je kar malo presenetilo na začetku. Jaz sem mislil, ne vem, folk bo vesel, da se jih omenja. Jaz bi bil ful vesel, če nekdo, ne vem, se nekaj norčuje iz mene, pa še dodatno promovira moje delo. Ja. Meni bi bilo to super, iskreno super, ne, brez heca. Tudi vedno smo se družili s komiki v tistem času in mi med sabo se non-stop neki trolamo, non-stop se podjebavamo, non-stop neki joke drug na drugega in vsi v bistvu se bondamo preko tega. Ne. Bolj močne vezi imamo na koncu zaradi te zajebancije, ne pa manj. In sem mislil, verjetno bojo vsi tako sprijeli. Včasem sem gotovil, da ne bojo. Tako da potem, mogoče celo sem se začel malo se omejevati, ker sem bil, gremo biti fair, gremo delati joke, ki ne vem, so res nekaj, kar ni za nalašč, samo za smeh, nesramno, ampak kar bo še vedno nekako fair. Čeprav vsake toliko me še vedno malo zagrabi. Pa. Te zagrabi, ne? Sploh, če mi kdo kaj vrne ali pa če kdo kaj spravi name ali karkoli, potem sem okay. Zdaj pa ne ostaneš dolgo. Zdaj se tepemo, zdaj pa je fajn, zdaj pa si lahko damo dol rokavice. Ampak Marko, si razmišljal to foro, ne? To sem jaz grunto, ne? Recimo, ti si tam privoščil dejansko res komade, ki so res en kurac, ne? To moramo vedeti. Tu ni zdaj, pizda privoščil si je, ne vem, kvaliteto, pa se nekaj podjebava, zajebava, bi mu rekli, glej, pizda, kva govoriš, če to ni res, ne? Ti si dejansko privoščil stvari, ki so res en kurac. Ampak kaj je tukaj zdaj fora? Da ti ljudje, ki so te komade naredili, pa niso imeli v glavi, da so en kurac. To je tisti, ampak zdaj, če navežem še na novejše zgodbe, tukaj te malo pogrešam, da se ne spraviš na ta velike narodno zabavne ansamble, ne vem, ali jih šparaš, ali ti niso tako slabi, ne? Razne besedila in tako naprej, tukaj mi malo šepaš, ne? In tukaj bi dobil še nazaj 1000-krat bolj po moje, ker bi se fani teh ansamblov na tebe spravili, ampak želim reči to, da kaj meni je bilo fascinantno pri teh videih, ne? Da dobesedno si jim povedal, fantje, res ste zen kurac, ne? Oni so bili šokirani. Kako si ti to drzneš? Kdo je ta žerjal, pizda? Kaj nam govori? Pa čakaj, a ste poslušali svoj komad? Oni so imeli v glavi, da so naredili dober komad. Kaj si pa ob tem ti razmišljal? Pa čakaj, kurba, ste fukjeni, a sem jaz nora? Kaj fora? Isto, da bom s tabo, ta pogovor mi je fenomenalno. No, kar bove. A ste poslušali že ginekolog? Pusti pa zdaj. Pa ostale uspešnice tega fanta. Sam so vsem boljši, ginekolog je vsem boljši komad od unih ribic pa teh forne. To moramo vedeti, ker so vse lepe babe notne. Nisem siguren, iskreno. Ne, si ga pa nisi privoščil, ker si rekel, da ta hodo pa ni bilo, ne. To si mi pa enkrat rekel. Sem te vprašal, ja. Si rekel, ne, ker je še vsem joke, pa zebancija, pa babe so, pa to si rekel, ne, to bom pustil. To sem te vprašal enkrat. Ja, če nek komad očitno joke, potem sem malo pogledal skozi prste, to je definitivno res. No, povej to, kar sem te vprašal, pozaj mene. Ja, to, da ljudje niso razumeli, kako te njihove stvari izpadajo, mi je bilo tudi meni malo fascinantno. Pa se po moje so. Kurac so. Po moje niso prvič od mene slišali, da to je za nič, kar so posneli. Tako konkretno? Vse so imeli komentarje. Sam konkretno tak fejs so.
Mislim, tako javno, po mojem, še niso slišali. No, to, ja. So imeli komentarje, pa dislike so imeli, samo to lahko malo ignoriraš. Ja, potem, ko sem jaz dal to ven, pa je spet se malo osvežilo. Pa po moje, glavni problem je bil to, da verjetno drugi so se potem norčevali iz njih in so oni bili zaradi tega jezni. Ne? Oni so bili jezni, da sem jaz zdaj to populariziral in zdaj se ljudje norčujejo iz njih zaradi česa, kar so oni že malo pozabili na tisti točki, verjetno. Tako da preprosto verjetno jim ni bil všeč odziv in to je to, po moje, nekako jim je moglo postati jasno s časom, da to, kar so naredili, ni dobro. Je pa res težko, to pa razumem, da je ful težko oceniti svoje delo. Ne? Se vsak daj kaj naredi in nisi siguren, ali je to dobro ali ne. Ja. No, ker jaz gledam recimo pred leti, takrat si bil še čisto mali, ne? Se je Zoran Predin, vem, da se je v eni vdaji se je spravil takrat na slovensko dance sceno, ampak to so bili še časi, kaj je bil tale MZ Hector, je takrat delal komade iz Kalifornije, ne? In so bili tudi eni zgroženi, da kaj on zdaj šimfa, kaj se on zdaj gre, pa je dejansko takrat prvi povedal neko konkretno resnico, ki jo je bilo treba povedati, ne? Pa potem v enih trening se spomnim Marka Crnkoviča, ki je napadel takrat Lango, pa je napadel, ne vem, Rebeko Dremelj, pa ne pa rekel, da morajo vsi se zavedati, da so oni glasbeni ničle in oni so, kaj se vi greste, pa kaj to vi nam govorite, ne? Zapravo, da je bil nekdo, in so bili šokirani, ne? Oni so imeli v glavi, da so umetniki. Ker moja muzika, jaz sem se zabaval, jaz nisem glasbenik, mene boli kurac, jaz sem to rabo, da sem naredil promocijo, vsi, ker sem delal druge stvari, pa smo uživali, pa smo imeli babe, pa nas je bolj kurac, ampak jaz govorim o ljudeh, ki so živeli te muzike, ki so redno nastopali, ne, a veš, in potem si prišel, pa se mi zdi, potem teh dveh, ko si jih omenil, si bil pa ti, ne, in si postavil ogledalo, pa tako sem rekel, oni so bili zgroženi, pa je bil drugi del, tretji del, koliko delov si imel? A precej, dejansko mislim, že tako 7. 7 delov, ne? No, ampak te vsem vprašam zdaj, kaj pa šparaš narodno-zabavne ansamble? Se ne šparam samo. Pazi, oni tekmujejo med sabo, kjer ima bolj zen kurac komad, če mene vprašaš. To v večjih podcastih svojih povem in se celo mnogi, ki delajo v narodno-zabavni sceni, se z mano strinjajo, ne? Ampak te nisem slišal, da bi jih napadal. Kaj se dogaja, Marko? Tukaj kot prvo jih toliko ne poznam, kot drugo... Znam si cajt, razišč malo, pizda. Ker čaka, prav čaka, da narediš. Nimam toliko želje spet. Ja, nimaš. Zakaj ne? Ne da se mi cele dneve poslušati narodno-zabavne, veš. Pizda, pa te, tako so hiti. Jaz sem bolj lovec na ekscese, ne vem, da mi je tak hit, ki se ti zdi, no, če ne poznam mogoče. Ne, ko bom izpostavil, pa se Ti moj rožica. Ali... Ne, pa to je staro že, ne. Okay. Novi, zadnjih 3 letih jih imaš od Bright naprej, da jih imaš milijardo, ki tekmujejo, kdo je bolj zen kurac, no, besedilsko. Imajo pa v glavi, da so genialci, da imajo ful dobro muziko, ker jih tudi na YouTubeu vsi hvalijo in če se kdo reče, da so zen kurac, ga napadejo vsi, kaj se gre in ti bi mogel povedati, kako in kaj. Mislim, fora je, da povprečne in podpovprečne glasbe je res ogromno, ne samo pri nas, ampak povsod. Če bi se vse to s tem ukvarjal, ne vem, bi samo o tem lahko govoril. Mislim, jaz te čakam, da narediš to. Stari, si imaš kamero? Special edition, ne, pusti mene. Primi pa začni, zakaj pusti mene? Pusti mene, to je tvoje področje to. To je tvoje področje, če ti imaš neko fascinacijo. Ne, jaz sem to delal pred leti, ko sem imel svoj blog, sem imel zelo oster govec, ne, ampak kaj se je zgodilo, kaj sem ugotovil, ne vem, če se to tebi zgodilo, to je moje naslednje vprašanje, ne, kaj sem ugotovil, da sem se zameril celi Sloveniji glasbenikov, te, ko so nastopali na raznih talent šovih in izborih, pa tudi renomirani glasbeniki. In pa, ko sem začel delati sam v medijih, pa sem jih rabo za razne vdaje, so mi nabili na kurac. Ne? In sem rekla, ti si tisti, ki je bil tak nesramen. Jaz sem imel pisati na svojem blogu takrat serial Modrijani, ne me jebat, 1, 2, 3, 4, 5. Pa sem pa z njimi začel sodelovati. In to so bile hude zgodbe, pa skaterji, vem, ko sem šimfo jih pizda, kako musko imajo, pa je prvič bil eno glasbeno oddajo za gosta. Pa je rekel, naj mu na gobe služgal, pa smo se pa tam srečala, pa smo pizda ratala na konc prijatelja. Ampak hočem reči, da sem ugotovil, da mi te stvari, da šimfam, ne koristijo dost, ker delam v takšnih stvarih, da te ljudi dejansko na konc potem rabim, mogoče tudi takle za goste. Ne? In kaj pa ti? Ti je škodilo kdaj, ali nič tega ne delaš, da bi dejansko, zdaj pa rabiš tega, ja, ne prijem k tebi, ti si me pa šimfo, si bil pizda do mene. Ne? Jaz se skrajno ne rabim nobenega, tako da... No, to imaš srečo, ne? Ker nimaš takih oddaj, ne? Ja, se zanašam bolj na svoje delo, ne na goste. Ja, imaš srečo. Ni sreče, delo je stari. No, mene... Ti bi lahko sosedu pa delal, jaz ne vem, zakaj je tle sreča, ampak... Mene je to zjebalo, ne? Jaz sem shendlo. Pač eni me še zdaj ne marajo. Pa gled, recimo, ko je bil roast moj, jaz sem imel včasih ful dolgi gobec za naše stand-up komike, ne? In so šimfo vse po vrsti, ampak nekateri so bili res en kurac.
Tisti, ki so bili dobri, sem jih vedno pohvalil. Jaz sem vedno izhajal iz Amerike, iz Anglije, ker sem bil velik fan določenih komikov tam, od Eddie Murphyja, Chrisa Rocka, pizda Martina Lawrencea, Billa Cosbyja na začetku, Richarda Pryora in potem Rickyja Gervaisa in teh, ne. In pa sem te naši gledal, sem rekel, pizda, kva kurac, kva je to, ne. So bili še bolj na začetku. Zdaj pa gledam, kurva, da so pa to nastali velike zvezde, da znajo delati, da stand-up ni enostavna zadeva, ne. To sem s časom sem ugotovil, ne. Ampak so mi eni tako zamerili, da ko smo jih rabili za roast, veš, jih pa rekli, ne gremo, ne, koga jebe, Pedra, ne. Vidiš, in so imeli takoj problem, pa je to bilo 15 let nazaj, pa so si zapolnili, ne gremo, koga jebe, pizda, ne. Ti moraš tudi razumeti, da taki roasti so, ja bi prišel med full dela za malo denarja. Ja, mogoče je tudi to, ja. Tudi to. Mogoče je tudi to, ne. Pa tudi, če greš na roast, ne vem, Boruta Pahorja, Ja. to se bo videlo, ne. Ja. Če greš na roast Iztoka Gartnerja, ne bo istega dosega. To je res, ja, no to je res, ne, čeprav smo rasturali, pa še bomo. Ne. V glavnem, no, Marko, to mi še povej, Reci. pa si prišel pa ti. Lahko te tebi vprašam, sorry, mi je preveč noro. Kako je tebi izpadel tvoj roast? Men? Ja, kako si zadovoljen? Veš, kaj ti bom povedal? Jaz sem bil zadovoljen zelo, zajebali smo pri dolžini, ne. Da se je razvleklo na 3 ure, to ne vem, kako nam je to ratalo. Ne? Eni so šli malo ja, čez svoj vsak je timing, imel ne. neko minutažo. Ti si imel 40 minut na Ja, koncu, sem se jaz mi bil na zdi. koncu. Ne? Ampak zdaj pa gledaj, kako sem jaz težko delal na koncu, da sem po 3 urah, ko so imeli vsi vsega poln kurac, ne? Ko so komi čakali, da grejo, jaz zdaj prijem gor, zdaj moram že pa jaz. In jaz sem videl v bistvu, da bi mogel skrajšati, ampak sem rekel, kurba, kaj ne zdaj krajšam, ki ne krajšam, ko ne naredim, jaz sem videl v glavi, kaj se dogaja. Ampak lej, sem rekel, jebi ga, kar je, ampak če potegnemo črto, ne? Dvorana do zadnjega kotička je bila polna, ljudje so se smejali, ljudje so uživali, odziv je bil fantastičen, zdaj bomo Ja, to na delih je bil, zmontirali, ja, na delih je bil. zdaj bomo to zmontirali, zrihtali, bo tako mora biti, ker bo 1 ura balasta, je po moje sigurno za ven, ne. In preveril sem prvič, veš kaj sem preveril? Dobro, nisem jaz bil sam na odru, ne? Ampak dobro, bil sem osrednji lik, ne? In preveril sem, kaj se zgodi, če je vstopnina, ne? In je bilo polno, to pa je bil dober test. Ja, tokrat je ratlo, To ja. je bil pa dober test. Tako da vidim za naprej, da, veš kaj, imam v planu eno predstavo, ne? Sam, to je zafukano. To je zafukano, ker to moraš imeti res dober narejen. Ja, Mogoče to tebe moraš ne jo imeti. zapisati. Ne, me ne boš. Ne moreš. Okay. Jaz Ne, me ne zafukano. boš. Ne, ker vidim, veš, jaz vidim, veš kaj, moj problem je, ker sem improvizator, ne, in čim moram imeti kaj napisano, je to problem, ampak stand-up in te fore, to ne moreš ti improvizirati. Še posebej ne, če moraš ti 10 ljudi namočiti, ne, in moraš imeti napisati, moraš se pripraviti, če ne, ni vredo, ne, in te vprašam zdaj to, ne, koliko časa rabiš, da en nastop, nek sketch, nek video dejansko pripraviš, dovršiš, da je res dober, pa kje ga stestiraš, da veš, da nisi mimo pokno. Za video rabim povprečju enih, kaj je, 30 ur pisanja. 30 ur pisanja. Ja, Kaj za en video? Ja. Koliko dolgi? 10 minut. Ja, Resno? zato so gledani moji. Pizda. Ja. Ja, kaj pa delaš teh 30 ur? Pišem smešnice. Ampak to je na koliko, to delaš v časovnem obdobju kakem, ne naenkrat. Ne naenkrat, ne. Ja. Ne, zakaj bi naenkrat. Ja ne vem, se pravi en teden nastaja pol en video. Cirka, ja. Ok. Odvisno, eni so hitreje, eni Ja. so lažji, eni so bolj hvaležni, drugi moram prav raziskati nekaj. Pri tebi recimo sem mogel iskati okoli klipe, pregledati fulenega materiala, Ja. gremo temu reči, Ja, ker ja. sranje je grda beseda. Ja. Izrezati ven te najbolj reprezentativne, jih pokomentirati. No, če take videe narediš, ja, ki moraš rezati, pa klipe, pa gor dol, In ok. tega se lotevam kar pogosto, da delam take preglede. Tako da vzame fulenga časa. Unih 10 bednih komadov, tisto sem pisal po moje par tednov. Tisto je bilo fulenga dela vloženega notri. Že samo, da sem izbral komade, da sem potem iskal, što se najboljše. Jaz sem sanjal sem potem že počasi te komade in kaj bi lahko še imel. Gre fulenga dela za nekaj takega spisati. Ker to ljudje mogoče ne vejo. Mi mislijo, da ti vžgeš kamero, pa poveš. Ne? Ljudje definitivno ne vejo, kako bojo razumeli, niso v tem. Ampak pol stand-up je bistveno težje zapisati. Še težje. Bistveno težje. Ni tako ×2 je ×7. Da boš ti napisal 10 minut materijala na nivoju, to ne bo trajalo 30 ur, to bo trajalo 30 dni. Pizda. Tako da ta tvoja predstava, jaz bi jo bom šel takoj pogledat. Ja. Samo ne vem. A si zadovoljen s tvojim delom, roasta, drugače? To sem te hotel vprašati. Ja, a z mojim, kaj na mene hodna pizda. Ne, z mojim delom je pa tako. Z mojim delom je pa tako. Da vidimo izgovore. Ne rabiš. Koliko je bilo? 32 minut je bilo, če dava musko stran. Ne? Dobrega je bilo polovico. To si upam trditi. Si upaš? Ja. Pa še vem nekaj. Če bi bil 2 ure prej na vrsti,
bi bilo znatno bolj smešno, kot ko sem bil po 3 urah. Ne. To upam trditi. To je res, niti naredilo nobenih uslug, to, da je bilo toliko prej ljudi pred tabo, to je bila ful napaka. To je bila jeba, ja. Pa si mislim, da David je odsvetoval, ampak tvoj roast, jebi ga si ti odločil. Ja, predolgo je trajal, ne? Definitivno, ampak ni bila polovica dobra stvar. Deli v tebi so mi bili všeč. Prosim? Deli, ki sem jih naredil v tebi, so mi bili všeč. So ti bili? Ja, tale, Mare Sale, tam je bilo všeč. Tam je bilo všeč. Meni je bilo všeč. Super. Pa ljudem je bilo tudi všeč. Kaj je bilo? Ljudem je bilo všeč. Je bila? Ja, boš videl, ko bo zmontirano. Ne, boš videl. Dobro, jaz sem bil tam, ampak bom videl, ko bo zmontirano. Boš videl. Je pa res nekaj, ne, da se pravi, stand-up je posebna zgodba. Ne. Stand-up ni enostavna stvar. Eno je zdaj voditi prireditev, ne. Se pravi, dobiti mikrofon, gremo, kje se roke, kar tudi mnogim stand-uperjem, ki imajo pa idejo, da so pa dobri voditelji, pa niso. Ne. To je velika razlika, ne. Ampak stand-up kot stand-up, to je pa umetnost. In jaz zdaj, se pravi, zadnja leta, ko vidim, pa ne vem, ne pusti 10 minut, ko imaš pizda po 1 uro ali pa uro pa pol, in da ti skozi drišen tempo, to ni zajebanci. In to napišeš, ne vem, tebe osebno vprašam, ali pa mogoče tudi za druge veš, napišete sami, ali ti pomaga kdo, imate pisce, imaš scenariste ali si sam svoj mojster. Kdo bo pisal stand-up komikom? Ja. Mi smo oni, ki pišemo za druge, ker nimamo denarja. No, sam drugmu, da pišete, Ne. da si pomagate. Ne. Si damo kdaj kakšen joke tu pa tam, ampak pišemo si sami. No, pa kako veš, da imaš dober material, ki ga testiraš? Na publiki. Na testni publiki. Ali šele na tisti dan, ko imaš? Ne, takrat je dobro, da je že testirano. Ja, Na tisti ja. točki je kul, da že veš, kaj delaš. Greš na kakšne večere novega materiala, jih imamo lih za to, da malo testiraš nove stvari. Aha, to so te fore, ja, vem. Ja, da malo vidiš, če stvar pije vodo ali ne. Stvar potem predelaš, jo spišeš na novo, jo greš spet testirati, vidiš, kaj je delovalo, kaj ni. V bistvu iz tega vidika je stand-up kar podoben temu, kar sem delal prej pri programiranju. Ta cikl razvoja je ful podoben. Pisanje, testiranje, debagiranje, pisanje in v krogu. Kaj pa publika sama, recimo, je pri eni publiki nekaj vžge, pri drugi publiki pa ista stvar ne vžge. Kak je pa s tem? To je res, ampak večinoma se bo publika kar strinjala druga z drugo. Če bo enim nekaj smešno, bo večinoma tudi drugim. Ni seveda nujno, ampak ponovadi bo. Bolj je stvar to, da ene publike so lažje za nasmejati kot druge. Ene so ful bolj, Kaj je fora tega? Kjere so lažje? ne vem, je ful težko naprej oceniti. Je ful nemogoče. Zdaj smo bili recimo v sredo v Mariboru, smo imeli večer črnega humorja v KGB-ju, ki je odličen plac za stand-up in je bilo nabito polno, tako da sem rekel, to bo pokalo, to bo noro. Ampak na koncu je bila dobra publika, samo ni bila pa najlažja na svetu. Še vedno si se mogel kar malo matrati, pa kar malo tako vleči iz njih smeh na trenutke. Ni šlo tako zlahka, kot sem mislil. In ne vem zakaj. Pizda. In to so vprašanja, ki ti ostanejo za vedno. Še nisi zgrunto. Kaj je bilo danes ta razlika, ki je... Kaj pa, če je mogoče problem recimo v tebi, da si en dan v polni formi, drug dan pa ne, pa niti ne veš, pizda. Sigurno, Imaš te karizme vse, tisti dan recimo. Sigurno, ampak kako boš vedel? Po čemu lahko izmeriš? Sej ne moreš še enkrat ponoviti z isto publiko nastopa drugi dan, da boš rekel, jaz sem bil. Sej ne moreš, je neponovljivo. To so poizkusi, ki jih ne moreš nikjer preverjati. To je čisto ugibanje. Je pa seveda fajn, recimo, da te folk pozna, pa da prije folk, ki ve, da si ti ta, kateremu se rad smeji, tista publika je pa pol laže, ker v bistvu, ko odpreš usta, pa si jim že smešen. Aha, on je nam pa smešen, ker je to on, ker smo zaradi njega prišli. Ne? Ali ni to tak? To ti pomaga za prvih 5 minut. Pa si pa Če je publika tvoja, pol za prvih 5 minut bojo, vse je dobro, gremo poslušati. In če po prvih 5 minutah še vedno ne boš nič smešnega povedal, jih boš zgubil. Sem videl zelo velike komike zgubiti publiko. No in kaj takrat recimo narediš, spomnim se, ne, če si videl tisti video, ko je Lado Bizovičar bil na Vlado Kreslinu, pizda začne, pa če dali slabše bilo. Če dali bolj grozni, bi mogel takrat verjetno prekiniti, pa nekaj reči, pa zapustiti prizorišče, pa je očitno imel tiste minute, ki jih je mogel narediti in je če dali bolj padalo. Je bil, jih bom dobil nazaj, po mojem je bila to njegova ideja. Je pa bombov na polno, tisto je bilo res težko zagledati. In v tem primeru lahko greš dol ali pa jih probaš dobiti nazaj. Ali pa probaš nekako, gremo malo spremeniti. Pa če vidiš, da ne gre, da karkoli narediš, je še slabše. Eni nastopi so taki. Eni nastopi so taki, ki ne gre do konca. Pa se ti je naredil to že tebi tudi? Ja. Kaj narediš takrat? Ja, odvisno od nastopa. Če je
nek večer, ki je več komikov, pa nek sensiran nov material, pa prav vidim, to ne gre nikamor. Pol ali grem na nek preverjen material, da malo zaključim navzgor, pa končam, ali pa samo končam. Če je kakšen, ponovadi se to zgodi na res, ko neke nove stvari testiraš, ali pa če imaš kakšen nastop za neko firmo, ki so ljudje prišli tam za neko večerjo in pol so rekli, bomo dali za zabavo enega komika, noben te ni zares hotel, zdaj si tle, zabava jih, ponovadi je slab mikrofon, slabo osvetlitev, ljudje še kaj jejo zdravo, pa se kaj pogovarjajo in takrat pa se matraš. Dokaj jaz recimo gledam sebe, jaz nisem komik, sem pa voditelj, ne? In jaz gledam sebe pizda na raznih žurih, na raznih prireditvah, ko pač prije s tem poverjom, pa začnejo ploskati, pa začnejo noret, ne? Imaš pa tudi pizda prireditve, ko si pa tako ti rekel, ne? Ko pa si malo odveč, ne? Ti pač svoje delo moraš narediti, ne? Kaj zdaj, kje so roke, gremo, pa vidiš kurba, da ni čist tak, pa spet probaš, ampak dober nekak, se pravim, stand-uper ima bolj zafukano delo, ker voditelj, saj jaz tak delam, ne, da folk nahajpaš, ne, da so navdušeni in pol pride, ne vem, ali glasbenik, ali pač športno preditev in to, ti moraš pa smeh držati, ne. Voditelju ni treba biti skozi smešen, neko pozdravi nekoga, napove nekoga, fajn je, da si smešen, ampak ni to tvoja poanta, da imaš nek šov tam, ti ga pa moraš imeti, ker ti si prišel tja ljudi nasmejati, ne, in te vprašam to, ne, da vidiš, pizda, rečeš neki, ni, rečeš neki, ni. Rečeš neki ni, kaj takrat se dogaja v tvoji glavi? Trpiš, takrat trpiš. Pa kako se rešiš? Ne moreš se rešiti. V enih primerjih ne, v enih primerjih samo greš do konca in rečeš hvala in upaš, da boš vedno plačali račun. Ja. In v drugih primerih pa... Ampak imaš iste fore, ki so užgale nekje druge. Ja. Celo zdaj sem imel eno priliko, ki sem imel 2 nastopa za... Nisem lih podjetje, mislim, bil en sindikat, pa ena zadruga. Ja. In prvo sem šel nastopa za sindikat na Obali in je bilo kar v redu. Ni bil lahek nastop, ker to je spet nek folk, ki me ne pozna, ni prišel name, niti na stand-up ni prišel, oni so imeli neko konferenco, se mi zdi, in zdaj tukaj je zabava. In da mikrofon menim, ampak je bilo še vedno kar kul. Je delovalo, sem imel kar par dobrih odzivov, pa še par dobrih interakcij z njimi in je šlo kar lepo. In potem pa sem šel na en drug nastop, na Štajersko, in pa je bilo skoraj nemogoče. Lih par nasmehov sem dobil, niti ne smehov na glas, prav nasmehov sem dobil. Ja. Nekako sem izpeljal, na srečo je neki z večerjo sem udilo, tako da sem skrajšal pol malo vse skupaj v dogovoru z organizatorko. Res je bilo ful težko. Ja. Ampak pač sem naredil do konca, sem lepo zahvalil na koncu in pol še celo nekaj pojedel in šel domov. No, res se spomnim pri našem roastu, ko je bil David, ne? Pa je nekaj povedal, pa si do meni smejal, pa je rekel, meni je smešno, bolj me kurac, ne? Pa so se pa temu nasmejali, ne? To je dejansko... Imaš take trike, ki lahko uporabiš na en joke. Ne moreš pa to skozi, ja. Če že 5 smejal, meni je smešno. Bojo misli, pol si pa glup, ne vem, stari. Ja, pizda materna. Ti, kaj pa na teh nastopih, recimo vidiš, kaj najbolj užge? Ali užge komik, ki je pač faca, ki je pojava, ki se mu smeji že, ki je sam po sebi, ali užgejo točno določeni štosi, ali je pomembno, recimo, ne vem, da bi ti za neke štose govoril, ki jih niso navajeni pri tebi, verjetno popušal, ne, kak je s tem, kaj je užge na odru, no, danes, v teh časih? Ja, užge, smešen štos v končni fazi. Ja. Zdaj lahko dosežeš smešnost s persono, imaš kar par komikov, ki so ful dobri pri nas v temu, recimo Bergant je tak, ki samo da stopi na odr, ga takoj začutiš, ta je iz neke hoste. Tete, ovce. Je kar takoj ga razumeš, kdo je in potem toliko bolj vleče njegov material, ki je tudi super. Ampak v končni fazi rabiš vedno material. Tudi če je lik dober, če ni materijala, ne bo nič. Tako da glavna stvar, ki jo rabiš, je smešni štosi. Kjer je pa, ne vem, tvoj favorit štos, ki imaš v glavi, da je pa res užgal? Se spomniš kaj takega, da si nekaj se spomnil, si rekel, fakt, tole je pa dober, in si šel na oder in je bilo res. In ga vedno z rokava daš ven in je vedno boom. Je par takih, ja, je neki par teh go-to jokov, ki skoraj vedno delujejo. Ne bom ga povedal svedno tle, pridite me pogledati v živo, jebi ga. Ampak je en par takih, sigurno. Ja, pa kje bolj uživaš, na YouTubeu ali v živo na odru? V živo. YouTube je cool, ker se lahko pripraviš prej, posnameš točno tako, kot si hotel, lahko ves čas delaš nov material, na odru je malo problem ponavljanje, ne. Ti material ohranjaš nekaj časa in potem, ko ga delaš, ne vem kolkič, si malo tako. Gremo ga malo spremeniti, samo da bo meni bolj zabavno na neki točki. YouTube delaš pa ves čas nove stvari, kar je super, samo nimaš pa tega direktnega odziva, ne. Medtem ko na odru, ko poveš dober žok
in ko te udari tisti smeh nazaj, vem, da tega nisi dobil na roastu, ampak mogoče kdaj boš. Ko tisto dobiš, to je pa res dobro, to je pa res tak užitek. Se bom kulturno obnašal do tebe, ker si moj gost. Reči mi, kaj pa zamere na odru? Ne? To sem te prej vprašal, ko se zdi, da se spreminjajo časi. Zamiram? Recimo, od narediš svoje, greš domov, ampak nimaš pojma, misliš, da je bilo fajn. Pol pa ti drugi rečejo, kurva stari, tole si pa to, pa tam si unga užalo, pa tam si nekaj čez ženske rekel, pa nekaj si čez geje rekel, pa to, kurva smo se zmeli, da ne, pa tam si preč preklinijo, pa gor dol. Imaš kaj tega feedbacka, oziroma veš, a sam misliš pač to, kar si videl in te pol ne zanima, kaj bo kdo še rekel, ali daj ti reče, kaj pa si presenečen, pa ko kurva, to ni bilo fajn, če so se pa vsi režali, stari lej, tule si mal, je bilo kaj takega? Samo parkrat je bilo tako, da sem dobil feedback po nastopu in je bilo vedno malo presenetljivo. Enkrat sem na nek joke, ki lih en taki ponovadi deluje, imel na enem nastopu za eno avtohišo, pa je nekdo potem rekel, da je bilo preveč vulgarno. Enkrat sem imel na enem večeru Črnega, sem bil jaz prvi, ker sem je mudilo pol nekam naprej, pa potem je stareje dobil SMS, da sem šel predaleč, to je bilo pa res že preveč. Po moje samo niso bili še pripravljeni, po moje samo sem bil prehitro jaz na vrsti. Potem najbolj zabavno mi pa je bilo, ko sem enkrat nastopal v FDV-ju, od spode je nek barček in smo tam imeli nastop in sem imel nek joke, ki je nekaj govoril o olimpijskih igrah za invalide, ki je mi kar všeč tudi moj joke in folk je čisto ga kupil, vsi so se smijali, potem po nastopu pa je prišel en fan do mene in rekel, da ta joke, če se mi zdi primerno, da delam, če bi to delal tudi pred invalidi. Sem že, ja. Da so bili invalidi v publiki. Ja. In ponovadi se najbolj smejejo, ker so ful veseli, da jih vključiš. In ti bi gledal tako, meni se to ne zdi primerno. Kdo si ti? Kaj me ti brigaš? Publika se smeje, oni se smejejo. Kaj da fuck bom tebe zdaj poslušal? Vozi. No, če bi poslušal vsakega, ki mu nisi všeč, pa tako ne bi smel nič delati. Pa bi v bistvu lahko nehal se s tem ukvarjati. To je čisto brez veze, ne moreš ustrezati vsakemu posamezniku. Pač delaš, kar je kul tebi in kar je kul publiki, ostali pa... Zdaj mi pa to povej, ta tvoj YouTube kanal, recimo, jaz te imam za dosti inteligentnega fanta in za človeka, ki ima zelo izostren humor, ki ima dober smisel za humor, ki ni na prvo žogo, to niso otročarije, ampak pizna največ... Jaz pa vam tebe za kar zabavnega. Verjamem. Največ te pa gleda mularija, ne? Ti je to fajn, ali si pa vseeno malo jezen, ker na ta račun tudi marsikdo, če se dela norca s tebe, ti malo to naprej vrže, ne? Si pričakoval, da bo publika tvoja ta, ki mogoče ne bi smela biti, če me ne vprašaš, no? Ker ti si vseeno malo bolj inteligenten, ampak kupljate pa ravno ta publika, ki ni baš najbolj znana po tem, da je najbolj inteligentna. Ali se motim? To ni bil niti približno moj namen, pa tudi se je spremenilo. Mislim, da zdaj na YouTubeu ni več toliko mladih. Da raste gor leta. Prosim? Leta raste gor. Ja, mislim, da mladina je šla bolj na TikTok, pa take stvari. Oni ta res mladi, tako da na YouTubeu mislim, da je večinoma starejša publika zadnje čase. Vse tak imam občutek po komentarjih in po vsem ostalemu. Prej sem dobil take gluposti od spodaj, da sem pravi, o moj bog, froci prizadeti. Zdaj pa dejansko so konstruktivne debate pod vidi, kaj se je zgodilo, kje je moj YouTube, kaj šel? Seveda, da se je malo to normaliziralo. Ja, mislim, da večina mladih se je predstavila iz YouTubea, da YouTube je postal bolj neka taka platforma za 20+. Se mi zdi, nimam nobenih dokazov glede tega, ker je tako že prej so si dali, da so starejši, da so lahko gledali stvari sploh, ampak tako jaz ugibam. Ni bil pa to moj namen, ni bil niti malo namen entertainati otroke. In ko se je začelo dogajati, da sem bil ful mlajših, nisem vedel, kaj da fakt narediti. Ki bi mogel kao pol paziti tudi, kako govoriš, pa kako se obnašaš, si se tega zbal dejansko? Niti ne, ker vedno sem se trudil biti na nekem nivoju, da bo vse skupaj normalno. Bolje tako, kaj sploh vidite v tem, ne vem, kako sploh štekate joke, pa potem mi je folk pisal, živijo, naša hčerka je ful fenica, a bi prišli nastopati za njen rojstni dan, 12 bo. Ne bi prišel nastopati za njen rojstni dan, o moj bog, že to, kar delam na YouTubeu, se mi ne zdi primerno za 12-letnico, ampak stand-up pa definitivno ni. Tako da sem potem odklanjal ful dejansko takih privatk. Pa kako se je to zgodilo, da je ta mularija to pograbila, te fore? Takrat je bil YouTube aktualen, pa za mlade, pa pošiljajo si stvari. Pa sem rekel, kaj smešnega kdaj, pa sem škej rekel kurac, in so se napali, se spomnim, ko sem bil ful mali, smo ful poslušali Smelkov, recimo.
Po mojem njim je bilo to malo tako, ne froci. Samo po drugi strani potem froci zrastejo in zdaj imajo odraslega fena z Melko. Ja. Vidite? Ok. Če zdaj pa to reči, no, prej si govoril, da si pustil to svojo osnovno službo, ne? In da si začel od tega živeti, ne? Kaj pomeni zdaj zaslužek? Vem, da ne boš zdaj to mi točnih cifer povedal, ampak te vprašam. Kaj pomeni, da si zadovoljen z svojim finančnim stanjem? Koliko zaslužiš, pizda? No? Kje smo tu? Kaj si lahko kupiš, kaj si lahko privoščiš? Zaslužim dovolj. Kaj to pomeni dovolj? Pokrijem si kredit, pokrijem si vse stroške, lahko imaš nekakšen dopust. Kaj pa imaš na kredit? Bajto. Pa leasing plačujem zdaj za en avto še. Ja. No, avto si kupil, kaj? No, rabljen. Kjer? Se boš videl, ti pokažem pol. Okay. Da bom javno govoril. Bomo šla pogled. Ampak ti vstane toliko, da lahko vredno živiš? Ali da preživiš, pizda, ali lahko vredno živiš? Gre, ni da se zdaj neki baham lahko okolje ali pa razmetavam z denarjem, ampak si lahko privoščim počitnice, si lahko privoščim sladoled. Tako da to je zadnji čas drago, ne? Ulala. Kaj pa v česa pravzaprav služiš? Pustimo zdaj nastop, ko te najame pa ti plačajo. YouTube, kaj imaš monetizacijo žgano, kaj imaš sponzorje? Monetizacija drugače na YouTubeu v Sloveniji je malo nič. Od tega ne dobiš kaj dosti, se boš videl, ko boš prišel. Nekaj se dobi. Ja? Ja, nekaj se dobi. Ne vem, zakaj za tebe velik, ne? Ja, jaz dobim od oglasov direktnih iz videov tako po moje 150 € na mesec. Še jaz več dobim. No, ja, ne znaš delati. Veš kaj, jaz imam kratke videe, pa ne moreš da toliko glasov notri. Ne? To je mogoče, Čim delaš long form, je ful bolj hvaležno. No, ne obogati z tega, ne, to je res. Ne. Kaj pa sponzorje dejansko imaš? Sponzorji pa imam člane na kanalu. Ja, člani ti imam pačljive člane, člani, ko smo kaj, oni mi pomagajo prijeti skozi mesec tudi. Sponzorji. Ampak ni v bistvu dober občutek, da vidiš, da imaš neko svoj community, ne, a veš, ki ti plačuje, pa ne da ga izkoriščaš, ne, pa ga okolj prenašaš, ampak res, da dejansko te podprejo, ker te imajo radi in ti plačajo, ni to pizda dober film, škur, pa nekaj sem pa naredil. Vse to dobijo dodaten video na mesec, tako da vse so kar lepo tudi oni, poskrbljeni, pa še drugotne ugodnosti, ne govorimo o njih v javnosti. Ampak ja, je zelo lepo, to pa je res lepo videti. Pa se dobivate kaj na kakih meet and greetih s temi najboljšimi fani? Ne smem preveč povedati, ampak neki plani so. Zakaj ne smeš nič povedati? Pizda, skrivam te stvari. Imate kakšne orgije, kaj? Skrivam te stvari, to je samo za člane. Only člans. Aha, se pravi tisti, ki so plačali to posebno ročnino, vejo te podatke, kaj? Kje se dobivate, kaj počnete? Kdor ve, samo to bom rekel. Iniciacijski obredi in tako naprej. Nič ne bom izdajal. Se ne smeš, ne? Tako je. Prvo pravilo, oni član z kluba, ne govoriti oni član z kluba. Drugo pravilo ne bom povedal, kaj je. Ne ti povem. Ampak kaj pa recimo dolgoročno? Misliš, da lahko to fura še, ne vem, 5 let, 10 let, 20 let, 30 let? Mogoče. To blagovno znamko? Ne vem, mogoče, bomo videli. Se ne obremenjujem neki ful. Bila šel nazaj na računalništvo? Ja. Komod? Ja. Še znaš sploh kaj programirati? Itak, se ne pozabiš tega. A znaš voziti bicikl, če ga nisi par let? Ja, ne, probo nisem, že dolgo časa. Po moje bo šlo. Ja, bom probo. Ja. Ok, Marko, zdaj mi še pa to pove, ne? Izven zdaj tega vsega, kar ljudje vidimo, kar te poznamo po videih in tako naprej, ne? Kakšen si ti, pizda, privat, ne? Si sproščen, si zajeban, si prijazen, si nedostopen, kakšen si? Lahko za sebe rečeš, kakšen človek si v tisti svojem bistvu, pa se mogoče pokažeš, to samo res redkim, ki te poznajo takega, kot si res. To boš koga drugega vprašati, da nimam blage, kakšen sem. Ne veš? Ne zares. Ne znam se najboljše sam sebe ocenjevati, tako da... Ne bi mogel reči v sebi. Kaj si tečen, si prijeten, si zabaven, si zatežen. Kot kdaj, verjetno. Ja. Tečen, kdaj prijeten, kdaj zabaven, poskušam biti kar pogosto. To mi je kar nekako... Ja, to si poslovno, kaj pa privat? Tudi držiš družbo gor? Tudi privat se trudim biti zabaven, ja. Mislim, se trudim, mi je všeč. Ti je všeč. Kaj pa starši pravijo tvoji na te tvoje podvige youtuberske in tako naprej? Gledajo kaj, spremljajo kaj? Ja, vse mi je kar kul. Mislim, da so kar zadovoljni. Kaj pa na začetku so se pa držali za glavo malo? Ne. Sem nekako ta resen v družini, ironično, glede na to, da sem komik. Aha. Tako da jih ni preveč skrbelo. Jih ni skrbelo. Da bom kam zabredo. Ne, res ni imel problemov. Potem zdaj še dobijo kakšen bonus od tega. Recimo prejšnji vikend smo šli z
par prijatelji, pa z Godlerjem jadrat, z mojim očetom. Pa potem smo prišli še do mojih na kosilo, pa so bili čisto navdušeni, in tam Jureš neki igral na klavirju, so čisto, tako da potem dobijo še take bonuse, pa so čisto happy. Če si že Jureta omenil, z njim sodelujeta še, mislim, si bil pisec pri tej njegovi oddaji, ali si zdaj imaš samo rubriko? Ja, zdaj imam samo še rubrike, nisem več pisec, zdaj Jure piše skoraj vse sam, oziroma mislim, da zdaj ponovim celo čisto vse sam. Zato nima časa, zdaj je za neč druga, ne? Praktično. Ja. In zdaj sem samo še korespondent pri njemu. Ker to je velika stvar, ne? Ta Planet TV zgodba, to ni mala stvar, če gledamo, ne? Kaj jaz vem? Mislim, meni se ne zdi, no? Mislim, ja, ni slabo. Mislim, ne more, ker vsak ima 5 minut časa to početi, no? Da ga zraven povabi Jure Godler, pa da z njim sodeluješ, to ni mala stvar. Ja. Ali je, ne tebi, mogoče, no, koga poznaš, ampak tak, če gledamo. Na tvojem mestu ne bi preveč upal na vabilo. Ne, se ne bo predaj, ker res ne znam tega delati, ne? Pusti mene, ne, ja. Ampak, ne, saj je po eni strani je bila kar čast, ko sem prvič povabljen in to, samo po drugi strani je spet služba, veš, ni zdaj tako nek super dober deal, da se ga vsi želijo. Ja, to te pa razumem. Jaz nekaj časa nisem delal, ker sem malo naveličal med covidom pisati še en joke o covidu, če bi mogel napisati, bi se ustrelil po moje tisti točki. Tako da ni zdaj dream job spet, je pa cool ekipa, vsemi se dobro razumem in tudi nekaj doda, seveda, in finančno, in na prepoznavnosti. Ti, kak si pa zdaj glede ljubezni trenutno? Imaš kakšno dekle, si zaljubljen, si samski, ki smo tu? Zdaj sem samski. Kak dolg že? Recimo od novega leta približno. Pa delaš kaj na tem? Ja, bi si našel spet kakšno dekle, čeprav zdaj trenutno po moje bi najrejši malo prvo dejtal. Čakaj, od letošnjega novega leta? Ja, tega zdaj. Aha, pa še pogrešaš resno zvezo, če tako hitro, že? Na nek način ja, jaz sem bil celo življenje več ali manj v resnih zvezah in mislim, mi to kar odgovarja, tako da vem, da preko slej sem spet našel eno resno punco in zdaj pa v tem času predvsem bi rad pač malo spoznaval nov ljudi, pa malo dejtal. Vse na koncu sem mu zaljubil, pa bom si eno našel spet, ampak ideja je bila, da kao do konca poletja bi probal malo tako prvo spoznavati ljudi. Ampak hodiš kaj na zmenke, ali to sam planiraš, da boš? In? Ne hodim. In mislim, zdaj recimo, če po nekem, koliko dolgo si bil v zvezi? Nekaj manj kot 4 leta nazaj. No, in zdaj recimo po 4 letih, ko si samski, je enako, kot je bilo, ali je malo drugače, pa si malo zgubljen, ali ne, ali si profi? V bistvu še pred to zvezo sem bil 10 let v drugi zvezi, tako da potem nisem dosti časa bil samski. Tam sem manj kot 3 mesece sem ostal samski. In nisem zares izkusil ful samskega življenja takrat. To si isti kot jaz, veš. Aha, ok. Ja, zdaj sem prvi samski let. A res? Ja. Čestitke. Ja, hvala lepa. Bivši. Hvala lepa. Hvala lepa. Ja, mislim, zdaj malo izkusiti samsko življenje. Ja, pa kak je, mislim, kak je, ko greš na zmenek? Kak? Odvisno zmenka, stari. Mislim, ne, pa ti je fajn, to uživaš v tem, da spoznavaš, pa da je vse na novo, pa ne vem, mogoče prvi seks, pa prvo uno, pa drugo. Ti ni to zoprno, ti ni to neki fuck, pa neč ne veš, pa vse na novo. Ti prvi seksi so tako zoprni, vedno. Vse to ti govorim, to te prešujem. Ne, spet nek seks. No, mislim, ne vem. To je najslabše, to res. Ja, no ne vem. Ni mi grozno spoznavati folk, ne, sem kar družaben, tako da mi je dokaj v redu hoditi na dejte. Eni so boljši, eni so slabši. Dobro, to, ampak, pa kaj serijsko hodiš kar na zmenke? Pač, ko se s kakšno zmenimo. Kje pa spoznaš? Na Tinderju? Tudi. Tinder. Ja, pa imaš Tinder prav? Ja. Pa si prav uradno tam gor, si to, kar si res? Ja, sem Marko, moja slika je gor. In če mi pišete, vam odpišem ponovadi. Pa Tinder je plačljiv, ne? Kaj? To ni? Ne, imaš tudi zastonj. En mesec celo nekaj plačal, da vidim, če bo kaj drugače, pa se mi ni zdelo ful, pa potem sem nehal. Ja. Pa kaj to kar ti listaš dol, ja, ne, ja, ne. A nisi bil na Tinderju, ali kaj? Sem, pa ne znam ga uporabljati, pizda. Aha, mogoče samo... Mislim, ne vem, neki gor dol, neki lajki... Mogoče ga samo ženske znajo. Ne, neki diamantni srčki, ali koji kurac, jih imam že vse kup, pa ne vem od koga, ker ne vidim. Razumem. Ti moraš plačati. To je res. Ja, da vidiš, kdo je tebe lajki, moraš plačati. Ja, pizda, ja, no vidiš. In kje pol na Tinderju najdeš zmenke, si ali kaj? Tudi, pa tudi... Na Facebooku. Na Instagramu. Na Instagramu, čakaj, da razmislim. Ja, kje sem preko tudi kakšnih znancev, sem tako... Te priporočijo, ali kaj? Ja, tako. Vse te variante. Ja, pa da mi reči, ti usvajaš ali one te pišejo? Jaz ponad jaz. Ja. Nekako se mi zdi, da tip mora biti prvi korak. Kaj pa to, da si recimo znan? To ti je fajn, ti koristi to ali ti gre na kurac?
Po mojem malo pomaga, če ne drugo so bolj zainteresirane, se mi zdi. Ja. Mislim, tako, če so te nekje videli že, vse malo imajo občutek, da nisi totalen psihič, se bojo tudi bolj upale pristopiti, veš. Ja, mislim, če so te videli po videih, pa to se te ne bojijo. Ja, ne vem, to da boš video v njih posnel, če bo kaj narobe rekli, recimo. Mislim, da ena celo, ko sem ji pisal na Instagramu, si je prav to ustrašila. Ja, no vidiš. Kaj, če išče material? Ja, no vidiš, ne? Ampak ne, načeloma iz zasebnih interakcij ne snemam video. Ti, zakaj pa ti grejo ponavadi te tvoje zveze, daljše ti grejo kurac, ponavadi zakaj? Kaj povem? Različni razlogi. Kdo je kriv? Kot kdaj? Ne bi preveč o stvareh, ki vključuje še druge, pa bivše, to mi je malo tako. Se ne boš imen povedal. Vse so pozabili, že da so s tabo bile. Ni bilo toliko, tako da je v redu. Pa si se na smrt skregal? Da se sovražite zdaj? Ne, mislim, da s praktično vsemi bivšimi smo v dobrih odnosih. V dobrih odnosih. Pa pogrešaš kjero tak, da bi bil še z njo nazaj? Ne, niti ne. Kako dolgo pa rabiš, da preboliš eno izgubo, zvezo tako pravo? Se sploh ne vem, kdaj zares veš, da si. Kaj da? Sploh ne vem, kdaj zares veš, da si prebolel nekoga. Ja, veš, da veš. Ja? Mislim, ko nehaš biti žalosten, ko na njo pomisliš, pa te ne stisne pri srcu, ko ne čuješ muzike, ki je bila vajena, pa nisi slabe vole, takrat jo preboliš. Ok, par mesecev, jaz. Ja. Ne vem. Odvisno od razmerja. Še eno razmerje se tako začne zaključevati, ko si še skupaj. In potem, ko je konec, je samo bolj uradno kot kaj drugega in se je končalo v resnici že prej. In zdaj, ko boš šel v novo zvezo, recimo, boš kaj, si se kaj naučil? Boš kaj drugače naredil ali boš spet isto, ko je bilo, pa kar bo pa bo? Pa ja, par stvari sem se po moje. Kaj si se naučil? Kaj jaz vem, mogoče punce niso vedno toliko za konstantno podjebavanje kot moji kolegi komiki. To si zdaj ugotovil. To so me nekatere podučile, da sem potrudil malo bolj zadrževati. Ja. Ne bom rekel, da ne bom nič se zafrkal, ker ne morem se ne hecati, ampak bom malo potrudil. Čeprav, da ena punca te vzame takega, ko si, pa ve, da si to, pa ali mora to biti zabavno, če ne brede stavo, ne? So tudi stvari, ki jih pač toleriraš, kar je ostalo dobro, veš. Ja. Zakaj bi se mogel skozi nazaj držati, recimo? Ja, pač, ker je preveč. No, ampak če si tak, si tak. Je res, ampak še vedno se mi zdi prav, da če ene stvari folku niso cool. Ja, no dobro, če so ekstremni, ja. Ja. Je pa kaj si jih zdaj bal skozi, konstantno, vsak dan. Vsak dan, po moje, kar rekel, ja. Konstantno skozi, ne, pač v primernih. Kaj si seksom, pa si se je režal zdravo, da kaj? Sem imel že 100 med seksom, definitivno. Ja. In? Eni sem po seksu rekel, jaz sem že čisto finito iz slavnega komada Mateja Železnika. In jaz sem se smejal, ona se ni. Mogoče se je on, ne? Ko je gledal, pa je to, če si objavil, ok. Nisem objavil, ampak. Ja, mislim, ne vem, ne. Mislim, pejte na moj OnlyFans. Ja, ok. No, Marko, kaj pa to ljudi po moje zanima, ne? Vi komedijantje, ne? To je vedno ena tak kliše, pa pri enih drži, pri enih ne, da so komedijantje, v resnici so pa depresivni, resni ljudje. Poglej, mnogi znani komiki, igralci, ali samomor naredili, ali so bili na drogi, alkoholu in so bili v privatno zelo zateženi ljudje. Eni pa ne. Eni so pa taki, ko so. Recimo, ti si zdaj rekel, da boš te za sebe povedal, no? Ampak kaj misliš, glede na to, da ima komik potrebo druge zabavati, kar je velika umetnost, kar je za spoštovati. V današnjem času humor in smeh, tega je premalo in tisti, ki dela komedijo, bi ga mogli po rokah nositi in vam spomenik postavljati, to ti iskreno rečem, ker je šlo vse v kurac in komedijanti so edini še, ki ne zdržijo po konci. Ampak kaki ste, ko luč ugasne, ne, pizda, ko ti končaš, se še kar zabavaš, si še kar faca, ali imaš od vsega poln kurac, pa ti gre ljudje na kurac, pa ti gre publika na kurac, pa ti gre vse na kurac. Ne, jaz, ko končam nastop, sem ponovadi v odličnem razpoloženju. Če je bil dober nastop. Ja. Pa si redko kdaj imam še res ful slabe nastope. Tako da ponovadi, če pa je bil slab nastop, pa se smejem, kako ni šlo. Tako da ponovadi sem zelo dobro razpoložen po nastopu. Pa če publika zaš, ki spijemo celo skupaj, kakšno pijačko, to mi je vredno kul. Imaš pa komike, ki pa niso ful družabni. Ne pred nastopom, ne po. In bi radi samo šli nekaj pojest, se malo potožili o čemu in domov. Eni so kar ustrezajo temu stereotipu. Si opazil to, ne? Ja, da je malo depresiven. Ja, pa si presenečen, ko to vidiš? Ja, itak. Si ne predstavljaš, da je to možno? Ne, to je človek, ki sem ga gledal prej na odru, je bil super smešen, vedno mi neke zanimive teke, pol pa kar malo tako. Jaz nisem siguren. Ko je konc, ko je konc, je konc. Ja. Res da. Ja, je presenetljivo, ampak mislim, da večinoma smo še vedno, tudi ko se
luč ugasne zabavni. Ja. Kakšni ste pa komiki v posli, Marko? Nisem še nobenega probal. Papič mi je zadnjič nekaj pisal, samo nismo še nič ujeli. Ker papič je za, sigurno. Ne? Na pravi način ga moraš prepričati. Ne? Nisem še probal, ampak... Pa te ni mikalo? Ne, zares ne. Pa če bi moral s katerim komikom seksati, kjer ga bi izbral? Če bi moral, mislim, če bi ti dal pištolo na glavo. No? Da vidimo, stari, to je zanimivo vprašanje. No, vidiš. Kjer ti je tak, da ima nek kako bi rekel, nekaj, kar bi tebe kot hetero moškega, ali si biseksualc, ne vem, to te pol vprašal, kot hetero, žal ne, kot hetero moškega, kjer ima to, da bi te lahko malo premamo, no? Pa ne zdaj, da ga pofukaš, da ga mogoče z neko žensko, da se skupaj pofafata, recimo, da je ta zgodba, da gre ta do tu. Recimo ona ga fafa, pa reče, no, Marko, boš mal, v tem smislu malo, če bi že moral, no, ali bi kaj druga zbral, ne vem. Gremo recimo med eno žensko trojček, pa mine seksamo, lahko to mogoče. To mi je dosti bolj prijetno, če lahko situacijo, da si postavimo. Mislim, ne vem, povej, kjer ga vidiš v tej zgodbi, no? Ja, po moje najbolj tako bi rekel kar Bergant. Bergant? Ja. Z njim vem, da bi bilo smešno. Ja, bi si ga fafala pa režala zraven. Ja, ti všeč, peder. Po moje bi bilo kar zabavno z njim. Pa tudi tak je odprt. Ja. Tako, kaj praviš, Gapi? No, mislim, ne vem, povejta, ne. Kaj pa drugače ti, no, če te to še vprašam, mogoče v tem finalnem delu, najnem moramo malo od te teme, če smem, ne. Kakšen si v posli? Mislim, ker takle, ko te gleda, veš, kaj ima v te občutek jaz, ne, uradno, kakor te jaz poznam, sam midva nisma zdaj neka huda prijatelja, da bi zdaj ti meni nekaj odpiral, tako naprej, ampak si mi malo zadržan mi deluješ, ne, veš, imaš nek zid, ne, mogoče do mene, do drugih ne vem, ampak to je normalno, ker nisma žurala skupaj, nisma se družila skupaj karkoli, ne, ampak tak občutek imam, da si pa, ko pa se pa razživiš, ne, da si pa perverzneš, da si pa... Jaz? Ja. To pa že ne. Ne? Jaz sem pa res najbolj vanila. Kaj si, mislim, si bolj za klasiko, ali kaj? Ja. Res? Seveda. Misionarca, če je res posebna priložnost, lahko probamo dogija, pa spat. Pizda. Pa si pa zato ta punca, ne, ko je bila ena v preteklosti, vem, da te ena s temle prijateljem te je zajebala, ne, pa je pa to mogoče bilo. Mogoče? Da nisi bil dost... Ne vem, to boš mogel njo vprašati. Sam to me zdaj zajebavaš, ker jaz sem te prebral, da si zelo velik prasec v poslu. Jaz? Ne mogoče. Si. Po čemu to sklepaš? Ni, da ni, po moje ni, da ni. Karkoli ti reče, boš naredil. Mislim, se motim, poprav me. Definitivno ne bi vsega naredil, ne? Kaj ne bi naredil? Ne vem. Mislim, povej. Precej stvari ne bi naredil. No, kaj ne bi naredil? Da ti punca predlaga na pravi način. Ne vem, če mi reče, polulaj me, bom rekel ne. Ne? Smo zaključili ta večer za danes, rabiš prevoz? Se pravi, pising, ne? Vse take variante so mi bolj ono, ne? Kaj pa da bi ono tebe polulila? Ne. Resno? Hvala, je kul. Ne rabi. Pa nimam nič, če ima kdo ta fetiš, nič proti, vi kar počnite, meni ni kul to. Pizda. Ko kdaj gledaš na netu, pa se ti odpre nek video, pa si, ne to, shit. Ja, jaz sem me presenetil malo zdaj, veš? Tako je, žal. Pa so še druge stvari, to je samo prvo, ki sem spomnil. No kaj, ostalo pa vse gre skozi. No recimo, kaj še ne gre? Danes bo zraven Fifi, to ne, je kul. No pa kaj recimo, pa pustimo zdaj te neke hude ekstreme, no take prijetne stvari, no lulanje je prijetno, stvar, če je toplo, ne? Stari, izvoliš? Ok. Ne vem. Pizda. Iskreno mogoče so res, da dosti za klasiko. Pa da mi resno zdaj govoriš, da se me zavaš? Na pol. Na pol. To pomeni, da kaj, lulanje začneš, pa se pa dovolj raziskave, bi že kaj vedel. Ja, ne vem. Ja, vedno ne veš, ja. Pizda, ti mi nisi povedal tega. Mislim, noben mi ni to povedal, noben mi tega ne povedal. Ja, material moj je zunaj, zdaj pa stari. Ne, tisti material od tebi smo dobili, to, ko si nam dal za roast, ampak nikjer ni pisal, da lulanje ne maraš, to nikjer ni pisal. Ta del res ne. Ja, no vidiš. Pizda, ti me presenetil. Jaz sem te imel za takega perverzneža. Da te ženska da za psička, da te da, veš, pa gremo Marko, pa gor dol, pa da lula po tebi. Polvinil na jogi. Ja, pa da te nažge s treponom, pa tako naprej. To sem imel gledati, da ti paše. Ne, nisem probal še iskreno s treponom, ampak nimam neke želje, zares. Ja, pa če bi punca to hotela, pa bi bila nesrečna? Ja, najdi koga, ki te bo srečal, ne, sorry, jaz do te mere pa se ne bi šel prilagajati, če se ne da. Trojčke tudi ne? Bi se pustil prepričati v kakšno varianto. Ja, pa si že probo. Ja, neki se govori, da ja, zdaj pa ne vem, folk mi mislim, da ne verjame čisto. Ja, kakšna postava je bila? 2 pa jaz.
Bojda. In kaj? je bilo v redu. Ja, seveda. Ste lulali. Lulali nismo, ne. To niste, vse drugo pa ste. Ne vse drugo tudi ne. Vse je zelo velik pojem. Kurba, si me pa res presenetil, Marko, moram priznati. Da si klasik bolj ti, ker ne veš, tosih nisi, veš, tosih si zelo odprt, ne. V smislu, da si potem tudi v spolnosti zelo razgiban, bi rekel, ne. Ja, ne vem, so nivoji tega. So nivoji. Recimo, ko sem sedel na tvojem roastu zraven Sweet Mary, Ja? pa sem prej gledal tiste njene videe. Ja. Nisem niti gledal videe, nekdo je v skupino, ki so imeli komiki, je dal sliko, ko je 3 dobivala hkrati v zadnjo. Ja. Ni mi bilo sploh seksi, je bilo samo wow, No, to je dobro, ne, to je fascinantno. fiziološko možno. Ja, ali kaj? njeni pojemči so fascinantni, ker se sprašuje, če to možno, če je to izvedljivo, če niso posebni Zgleda efekti. je, ne. zgleda- Ja, seveda je. Ja, nisem... Ja, ne, to bi lahko Meni to ni bilo seveda, meni je bilo wow. Ja, ne, Okej. si presenečen, sam ko veš, ko si v tem poslu, No. pa veš, da je to, bom rekel, znanstveno dokazano in je mogoče, ne. No, take stvari recimo mi niso sploh seksi. Ja, dobro, meni tudi ne. To je za pogled, rečeš, fuck. Ne? Ok. To ni seksi, seveda Ja, ampak ni enim po seksi. moje so. Enim po Ja, moje no, so če cool. ne bi obstojale, to je res. I guess, Ja. ja. Pizdarija. Marko, to vprašam vsakega gosta, pa bom tudi tebe. Kdaj si nazadnje jokal in zakaj? Na zadnje jokam, zakaj? Veš, da ne vem. Jaz kar jokam drugače. Jaz že na filme recimo jokam. Kjere? Žalostne filme. To mi je jasno, da ne komedije, pa kjere? Se spomniš kakega? Ja. Da te je gano nazadnje. Schindler's List recimo, ko na koncu jih sprostijo, sem prokleti Jezus. Ja, ok. Saj ne. Zadnji, da se prav res spomnim, da mi je gano, je bil na enem filmskem festivalu v Sarajevu, ki sem bil, ampak se ne spomnim, kako se je klical. Vem, da je bilo neki v jugu ZDA, nek oče pa hčerka, pa je bilo kar arci sicer, ampak kar ganljivo in mi je kar par sous poteklo. Tako da sem pa kar velika jokica, kar precej jokam. Predvsem za filme, ali kaj? Kaj pa za kakšne take stvari te prizadene, ne vem, da kaj viži, da kaj reče, kot ti veliko pomeni, pa da ti reče kaj takega, ali to te ne gane. Ne vem, ganem, vem. Na pogrebu enem sem jokal, Dobro, to je tudi na logično. zadnje. Ja. Tudi če tako so pogrebi, niti ne iz moje družine, ali kaj takega, tudi kdaj mi je... Mislim, če kakšna muska zaigra, taka fajna. Tudi, ja. To jeba, ja. Pa pri razhodu zadnjem Si jokal. sem jokal. Po moje, mogoče sem celo pri vsakem razhodu jokal. To je tam, ko sem jaz pustil punco. Tako da je ne, dosti priliko jokam, kar jokam. Se pravi, si čustven fant. Pa ja. To je v redu. Marko, ob koncu ti dam možnost, da ti mene vprašaš 3 vprašanja. O, super. Čak, da ti do konca vem. Karkoli želiš, karkoli ti pade na misel in se bom potrudil biti iskren, tako si bil ti, vsaj upam. Ne? In kaj bi imel 5, a imaš dosti 3? Ne, se bojo 3 dovolj, po moje. Hvala Bogu. Izvoli. O, da vidimo. Ja, to sem že, ne. Jezus Kristus. To s tvojim roastom. Če ti bi mogel šparati do konca, ker to je bilo res zanimivo. To si že vprašal, ja. Okay. Ne ponavljaj se, pizda. Kaj ti je Ja, aha. najslabša stvar, ki si jo kdaj proizvedel, medijsko bila? Tvoje najslabše delo, kaj je bilo? Najslabše delo. Je ali komad, ali kakšen intervju, karkoli. Ne, zdaj, kar se tiče komadov. Karkoli, ti povej. kaj Ja, je ne, najslabše? razmišljam, ne, ker vsi ti komadi so imeli nek namen. Ne. Vsi ti komadi, vem, da takrat sem bil na radiju, ginekolog je bil takrat ta prvi komad, sem bil na radiju in ni šlo čez trojanski klanc, ne. Tu se je ustavilo. Sem rekel, pizda bom nekaj naredil, neko pizdarijo, neko norijo, nek projekt, da bom doktor, da bom DR isto Garteni, pa sem mislil, da je to bi ti mogel vedeti, da je to res. Še danes mnogi mislijo, da sem imel res ginekološko ordinacijo, ker to je bil projekt in smo nastopali in se zabavali, ne, seveda komad ni bil dober, ne, normalno, da ni bil dober, ne. Ampak napram mnogim komadom, ki sem jih potem čul, zatem pa so se mi zdeli še znatno slabši od mojega ginekologa, pizda. Je imel vsaj besedila, v bistvu matero, če druga ne, pa dobre babe, ne, ampak da bi zdaj rekel, da se ga sramujem, ne bom to rekel, ker je brez veze. Wow. Kaj sem pizda taga naredil, dobro, če sem kako prireditev, kdaj vodo, načeloma jaz ne pijem nikoli, ker se to ne spodobi in ni fair. Enkrat mislim, da smo vsega malo napili pred nekim žurom v Mariboru in sem šel na oder in sem začel nekaj govoriti malo nepovezano in sem videl, da folk se ne smeji, da mu ni cool in nekaj sem govoril, ampak to se zgodi, pizda, ne. Fuck, stari, veš, da ti ne znam ti povedati. Okay.
Da bi ti rekel, tole sem pa nekaj zajebo, tole sem pa nekaj ful brez veze naredil, tole mi je pa žal, če tega ne bi naredil, bi bilo pa boljš. Ne, veš kaj, vse se je zgodilo z nekim namenom, pa tudi če je bilo kaj slabo, je že moglo tako biti, da si vedel, da te slabe stvari verjetno ne boš ponovil 5krat, ker ne boš s tem nič naredil. Ne? Tako da ne znam ti nekaj izpostaviti, iskreno rečeno. Okay. Drugo vprašanje, za koga si glasoval na zadnjih volitvah? To me je vprašala Zala Klopšič, moja gostja, ki bo jutri premiera, ne, zdaj mi že imamo to, bomo kasneje, bo premiera. Preskočil. Ne, nič, zrabenega. Spustil sem volitve. Aha, ok. Nimam favorita. Ampak na zadnje, ko si pa bil? Korba. Na to nisem sicer ponosen, ne? S tem se ni zahvalil, da ne hodiš na volitve. Je res? Ne, pa se sem obkrožil. Korba, koga sem pa obkrožil? Milana Kučana. Kučana? Pred 30, pred 30, ko sem dobil volilno pravico. Ne spomnim se, pa mislim, da sem nekaj na celjskih volitvah obkrožil na moje prijateljstvo. Okay. Se upravičujem. Ne spomnim se, res da sem bil bolj levo usmerjen, če sem iskren, ne desno, ampak zadnje čase ti pa rečem, da nimam favoritov trenutno in da tudi na naslednjih volitvah, ko bodo, ne vem, kdo bo vse kandidiral, če bo kakšen čudežnik znova prišel, zaenkrat se ne bom opredelil, ne vem, ne znam ti povedati. Razumem. Okay. To je zdaj zadnjo? Še zadnjo? Ali še imaš kako dodatno? Kaj je najbolj neprimerna stvar, ki si kdaj rekel kakšni ženski? Neprimerna stvar? Ja. Ja, tudi to v končni fazi pizda, ne, znam reči, ne, vem, kdaj kje rečeš, ne, in nikoli ni naletelo na nek čuden odziv, razen enkrat sem bila pa dobra fora, ne, ena političarka je bila visoka, pomagala je celo pri eni kampanji za predsednika, ugledna dama, in si začnejo midva pisati, takrat je bil Twitter, za en intervju z njim. In jaz začnem nekaj hecati, da mi je simpatična, da se mi dopade gor dol, pa ona reče, nisem navajena, da se takle z mano pogovarja, ne. Sem rekel, saj ti nisem rekel, da te bom urit po fuku, ne. Pazi, in je bila tišina. En dan, 2 dni, 3 dni, 4 dni, jaz mislim, kurba isto, tule si pa mal, ne, ampak, čez en teden, enkrat se upravičuje, da ni odpisala, ker je bila zadržana, da jo je moj stavek sicer močno šokiral, po drugi strani sem pa edini, ki si je upal kaj takega napisati, in da je čas, da se dobiva na pijači, in smo se dobili na pijači, in se je zgodil zmenek, in ta zmenek se je končal točno s tem, kar sem jaz napisal, da je nisem rekel. Tako? In sem se naučil takrat, da vsaka ženska, še tako ugledna, še tako na nekem nivoju neka dama ima rada, da jo moški zgrabi in pofuka ko prasico. Evo, Marko, že to je to. To je moj stavek. Prej smo začeli snemati, sem rekel, da sem bil priča v Kopru, da so se 2 džankija stepla. Ja, kaj si to rekel? Neki začeli se mlati drug drugega, ko sem prišel ven iz trgovine. In jaz namesto, da bi jih probal dati na razen, sem začel snemati. In to je bila najbolj sramotna stvar, ki sem naredil ta teden do tega intervjuja. Tako da isto hvala, da sem povabil. Bilo je nepozabno. Kot vsaka interakcija s tabo. Ja, res je. Marko, dej, predno res greš, no. Koliko ne imaš rad od 1 do 10? Tebe? Ja. Koliko? 2. Pa to je vredo. Ja. Lahko bilo 1. Kaj je bilo kdaj več kot 2? Ne. Vedno je bilo 1. V bistvu je začelo padati. Prvo sem bil tako neutralen, pol počasi šel navzdol. Že tiste domzi stvari so bile malo čudne. Kaj je bilo že? Ko sem jaz nek video posnel, kaj je proti tebi, sem posnel video. Pa se ni bil to problem, ampak jaz sem za moje člane objavil video o domziju in potem ste ga likali in promoviral se ga in sem bil. Ja. Pa kaj si imel s tem domzijom, ti pizda? Samo hecni bil, pa sem posnel video samo za člane. Ja. Moje za paywallom. Ti si pa jaz videl to video? Ja, domziju ga je očitno nekdo poslal, ali pa se je včlanil, ne vem. In pa sem jaz video posnel? Ja, mislim, okej, se je... Ja. Bolj mi bilo, ki je si pumpo ljudi, pejte pogledati domzija. Pizda. Kaj je Želja rekel, to je neverjetno. Ko je lahko tako želil, pejte pogledati. Ja, če ne boš, pogledamo... Pa sem reklamo za video naredil v bistvu, ne? Ja, ki pa je zaklenjen, tako. Neki bil si pa ti gost takrat na eni moji vdaji Dobre volje z Istokom, se spomnim, ne? To se spomnim, pizda. Takrat si bil pa vredo. Ja? Vsajen. Takrat si se pa lepo obnašal, ne?
Saj se vedno lepo obnašam istok. Dajmo, no. Marko, tvoj zadnji stavek za najne gledalce, ki ne gledajo sicer iz prekrasnega, kako se reče temu, kako je to? Terasa. Terasa, to nisem se spomnil. Neko terasa. Prekrasna terasa Šport kafeja, ki nam jo posoja Rock Taverna, tam le malo od zadaj, tako da pejte tja vsi tudi pogledat. Je kaj boš rekel, no? Ob koncu nekaj, veš, nekaj ono. Če ste bili na roastu našem, jaz se iskreno opravičujem, pridite na kakšen moj nastop, so ful boljši, obljubim. Danes ga imaš, ne? Ja, danes smo, mislim, vi ko to gledate, ni več danes. Ampak, Ja, to že mislim, da bo minile 2 tedna od tvojega nastopa, ampak kaj pričakuješ danes? Bo bomba, bo rastu? Ja, bo dobro. Ti, Jaz, Stare, Borišek, Poredoš. jaz sem fan od Boriška, veš? Ja, Borišek, super. Vrhunski fant. Z unim konjem me je kupil. Sem sklepal. Marko, lepo bodi. Hvala ti lepa, da si prišel ekstra zaradi mene iz Kopra, ki živiš, ne? Imam nastop sicer, ampak ja, ni. A ja, Ni fajn. nisi prišel ekstra zaradi tega? Ja, ne, ekstra, samo za to. Kaj ti ne rečem, ne? Nimam te rad, sovražim te pa tudi ne. Ok, pol smo Pošteno, rekli, ne? smo blizu. Ne, jaz pri meni si na trojki. Ok. Ja, pa raste. Cool. Okay. Folk, uživite, držite se, to je bil Marko Žerjal, vedno zabavni in navihani fant iz obale. In kaj ne reči drugega, kot to, da upam, da so živeli v njeni družbi in da podcast brez dlake na jeziku šiba naprej s polno paro, da bomo počeli še marsikaj zanimivega, po Markotu povabili še kakšnega, morda tudi kakšnega komedijanta, da bo kaj povedal še, ne? To je si moj prvi stand-up komik, ki si gost. Zanimivo, le zakaj nočejo priti? Ja, rekel je mislim, ne. Uživite, držite se. Čau. Čau.